Dobrodošli spet v Ambientih. Obiskali smo oblikovalca lesa v njegovem družinskem domu, ki je poln umetelnih lesenih predmetov, umetniških kosov in igrivih idej. Les obdeluje z ročnimi mizarskimi orodji, pri čemer končni izdelek odseva tradicijo različnih tehnik, stikov, spojev in izvedbo detajlov, kot so jih uporabljali že stari mojstri. Čeprav je tole stanovanje že skorajda umetniška galerija, pa je vseeno v osnovi udoben in topel dom, v katerem nam les spregovori v mnogih prijetnih jezikih. Ste oblikovalec iz lesa in spreten rokodelec. In me najprej zanima, zakaj vas je les poklical? Kaj vi vidite ali pa čutite v tem materialu? Z lesom sem se začel ukvarjati približno 30 let nazaj. Bila je posledica enih mnogih poizkusov v življenju, kaj bi me res veselili iskreno delati, s čim bi se jaz ukvarjal, čem bi bil dober in seveda tudi finančno nekako preživeti. Les kot material se mi je zdel zmeraj en blazno prijeten, topel material. Mogoče je bila že želja po šoli, jaz sem grafični oblikovalec po izobrazbi, sem probal na akademijo na smer kiparstvo. Ne vem, na žalost ali pa na srečo mi ta pot ni bila usvojena, tako da se je spremenila potem v oblikovanje in izdelavo predvsem pohištva iz masivnega lesa. Poleg pohištva, ki ga najpogosteje izdeluje, in sicer v sodelovanju s svojo partnerko Nadjo, ki je arhitektka, se Dejan pogosto loti tudi izdelave manjših uporabnih izdelkov iz lesa, kot so rezalne deske, sklede, svetila in podobno. Sicer pa pravi, da sta najpomembnejša izdelka v vsakem domu jedilna miza in postelja. Slednja zato, ker približno 1/3 življenja preživimo v njej. Zato mora biti narejena iz naravnega, kakovostnega materiala. Lesa, kakopak. Miza pa je prostor druženja, kulinaričnih doživetij, veselja in včasih tudi žalosti. Skratka, pomemben kos pohištva v naših življenjih. Iz česa je, kakšna je njena zgodba in zakaj jo, kot sem slišal, striktno selite iz stanovanja v stanovanje in bo ostala vedno vaša? Ja, zgodba se je začela, se pravi, mogoče kar s prihodom najinega otroka z Nadjo. In jaz sem vedel, da mora biti jedilna miza, ko pride otrok iz enega zelo trdega lesa. Se pravi, da je čim bolj odporna na vse udrihanja z vilcami, noži po mizi. Zato sem se odločil za dve vrste lesa, ki sem jih skombiniral. Gaber je izredno trd les in znotraj sem dal pa oljčen les, ki je pa iz mojega vidika en blazno lep, grafično bogat in je tako že kot ena slika ali pa grafika, recimo. 30 let nazaj sem začel potem tudi svoj les nabirati. To pomeni, da sem hodil po žagah od kmeta do kmeta, iskal kvaliteten les. Že vedel sem takrat približno, da se pravi me zanimajo listavci, slovenski les, seveda, še enkrat poudarjam, pa mogoče bolj sadno drevje. Sadno drevje v smislu češnje, oreha, hruške, kostanja in tako naprej. Zaradi tega, ker ima neko bogato strukturo, malo tudi kvaliteten les je za uporabo in hkrati ima neko estetsko vrednost, neko dodano vrednost, ki je meni zelo ljuba. V osrednjem bivalnem prostoru takoj opazimo markantni čajni mizici iz orehove hlodovine in lestenec, prav tako iz orehovega lesa. Lesen pult povezuje dva delovna kotička. Leseni so okviri za slike, gugalnica v predsobi, postelja in miza v otroški sobi ter celo držala za zobne ščetke v kopalnici. Zelo posrečen se mi zdi tale osrednji element v dnevnem prostoru, ki razdeli ta prostor na dve različni vsebini. Vaš izdelek iz masivnega lesa. Koliko je pri oblikovanju tega tlorisa imela vlogo vaša žena, ki je pa arhitektka? Ključno vlogo je imela, ker nekako Nadja je res izjemen arhitekt oziroma arhitektka, ki ima res blazen dober čut za oblikovanje, notranjo oblikovanje prostorov. Tudi zelo je, kako bi rekel, insenzibilna in inovativna v nekih rešitvah in se zelo dobro dopolnjujeva. Že ko vstopimo v stanovanje, nas pozdravi motiv drevesa, na nek način neka stilizirana breza, pa hkrati en obešalnik, ki pa je iz resnične breze. Res je. Ja, zakaj v bistvu breza? Breza ima eno posebnost, da ko je, se pravi, v kjerikoli obliki debla, ji ljubi ne odpade.
Se pravi, to je kar posebnost med drugimi, recimo listavci ali pa tudi iglavci. Ne. Naredil sem potem samo ene take preproste obešala, kljukice iz javorjevega lesa. Se mi zdi tudi sam še ena taka pika na i enemu vhodu v naravo, v kateri živimo. Gugalnica je pa en element, ki je seveda zelo dobrodošel, zelo veliko se uporablja. Mojemu otroku seveda je gugalnica najljubša, tudi meni mogoče, če priznam, no, ker je res, kot pravijo za odrasle, da je zelo dobro, da se guncajo, ker je guncanje v bistvu en tak sproščujoč meditacijski moment. Igrivo in hkrati pravlično pa je tudi pohištvo v otroški sobi. Narejeno je iz kakovostne vezane plošče in Dejan pove, da je bil to tudi edini trenutek, ko se je oddaljil od uporabe masivnega lesa, saj je šlo za poskus izdelave večje serije pohištva. Ideja otroške postelje, ki ima ime Sanje pod krošnjo, se mu je utrnila neko poletje. Inspiracija so bili vzorci drevesnih listov, ki jih je risalo sonce na tla, ter spomini na otroštvo in hišico na drevesu. Postelja se lahko spremeni v plezalno steno ali lutkovno gledališče. V kompletu s posteljo je tudi pisalna miza s potiskom risb slikarke Marinke Radež. Če malce še ostaneva v tej dnevni ali pa delovni sobi, tukaj imamo pa drug del, očitno dnevne sobe služi kot pisarna. Ja, se pravi, oba dva kot ustvarjalca seveda potrebujeva en svoj delovni prostor. Čudovit oreh sem spremenil v eno ogromno delovno površino, ki se uporablja dnevno, seveda. Ste pa dnevno verjetno tudi v svoji mizarski delavnici. Vam je tisti del, ko lahko les primete v roke, bolj všeč kot tole delo za računalnikom? Absolutno, ja. Že recimo prihod k meni v delavnico vsak dan recimo pomeni eno aromaterapijo. Ko delaš nekaj z nekim lesom, ima nek vonj in se mi zdi to en tak začetek enega procesa, ki te pol požene. Kako pa vi gledate na ta fenomen, da imamo les tako radi na otip? Jaz recimo zdaj sedim na enem starejšem kosu in avtomatsko lahko rečem, da se res prijetno počuti roka, ko se dotakne tega naslona. Ja, tukaj bi mogoče povedal eno moje opažanje, ker jaz, ko izdelujem kakršenkoli izdelek, veliko časa preživim z njim. Je za razliko pri meni to, da se dotikam tega izdelka res neštetokrat in to recimo traja lahko 14 dni, 3 tedne. In sem prepričan, da je ta del energije, ki ga jaz dam, vložim v čas od rezanja, brušenja, gladenja, da se to nekje izraža. Mogoče se to sliši tako ezoterično, ampak jaz verjamem, da energije so, energija je vse okrog nas in energija se nekje akumulira in oddaja. In to je moja ideja. Oddati energijo in ljubezen. Tako, bravo.